Soču rivalstvo. Hitet rivalni. In smo ful bile malo debri in zdaj gremo na hokejsko tekmo, da pohilamo, da se pač bomo bolj počutili. Se nam če nas bolj vidite, da vas slišite, ampak se idemo not. Idemo. Moški akvarij. Mislila sem, da bomo na drugi strani, pa ni šlo, ampak smo pa bližje igrali. Mi dve smo šle med pauzo na let in smo se igrali eno igro, ki ste jo verjetno zdaj že videli. Mi smo kar dobili neki kilher za čebe, pač darilo neki za leto, in za Marko, pač jako desni. In zdaj smo dobija piložič, prav nismo plačali. In pijemo šampat in gledamo boj Aquarium. Uživamo v glavnem, točno to življenje je lepo. Ja, tekma je končala z izidom. Nagrado is player number 89. Zach! 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 Rdeče Pixne ali Red Bull Salzburg izreda. Mi dve rabimo to. Rumen! Oh my god! Je to oni koniček morski? Oh my god! Prav tega sem. A ne, ni to! Ne! A hipo je, kilti pa tudi, tako na miš. Evala? Ok, jaz upam, da dobim to, če pa ne, bomo vseeno vesela enega beta ali pa karkoli bo. Evala izvoli. Čakaj. Sem? A tak? Ja, se pa zavrčiš. Ful. Še. Wow, evo zdaj pošlo. Upam, da Čakaj, upam, da je tale. Face nisem, tako prav pokan. Zdaj pa uza se stav. Ok, da vidimo. Shit! Čak se da vidio, kjer bo. Ajde, nisem bil pa. Unicorn! Kako je luškan. Prav rabila sem to, da prebelimo na serijo. Ful je bilo fajn. Zdaj pa jem ričet in grem si umiti obraz in spat. Ok, dobile smo meter. Zelo praktično, eno obesek za ključe, eno majico. In pa električni odstranjevalec ledu. To rabimo v življenju. I mean, ni bad. Kircherja, ki je bil sponzor, a ne? Ja! Vitamine še popijem. To je to, tako pospravljam, ker se jogurtu in prelivam. Za vse, ki jih imamo bariti. Vezi lepa. No, naredam čana. Sem vesela, da sem kuhno potrebila nazaj. Dobro jutro. Po več kot 2 tednih, po moje, se spravljam na Šmarno. In še začela nisem, pa mi je že vroče. In se fest oblekla, ampak mi je tudi hitro vroče ratalo. Pa imam sam ta flis pa jopo. Glavnem, toplo je. Ampak rabim miganje, ker se mi bo drugače malo zmešalo.
Se veselim, packa je, da je še šel včeraj. Moram po trgovino po ful nekih stvari za kuhati, zelenjave. Preden skuham en recept, pa tudi tak nasploh rabim neke stvari. Glede to. Še malo pa bo pomlad, pa bojo začela poganjati drevesa, pa ptičke še malo bolj čivkati in že vidim, da se bom jokala od lepote narave. Zaenkrat je pač kot je, ampak vseeno dobro, boljš ko, ne vem, sedeti doma na stolu ali pa kavču. Prišla iz Šmarne in iz trgovine, nakupila sem, kar sem imela, rdečo čebulo, papriko, kumaro, nariban sir, brie sir, feta sir. Kupila sem tega brez laktoze, ker je bil cenejši, čeprav feta je itak brez laktoze, ker je pač iz kozjega oziroma ovčjega mleka, tako da nam, kaj je to fora. Kokosovo mleko, to je za kari, čičerika, tako pakirana, pojma nimam, najcenejša je bila. Sojine omake mi je zmanjkalo in je ta velika bila znižana, tako da perfekt. Manitoba moka za kruh ali pa za pico, peteršilj, špinača, sem ta velik pakelj so imeli in je bil edini, pač edino to je bilo pa znižano je bilo, tako da bom, kar ne bom porabila, bom naredila pa juho špinačno. Pones sem doma pozabila na Koroškem, tako da sem si mogla nove kupiti. To je pa to. Fajn je bilo, zdaj sem pa lačna, 1:02 pa še nisem jedla, tako da si bom nekaj jajca naredila, malo sira pa takih narezek, bom rekla. Sicer je ta recept, ki sem ga kuhala na tem prenosu v živo, dosti tak samoumeven, se mi je zdelo vseeno dobro ga vključi, da mogoče dobi kako idejo. Včasih se moram spomniti, da mogoče nismo vsi na isti poti, kar se tiče kuhanja, mogoče nekdo šele začel in so te osnove lahko čist fajne. Tu sem sam narezala sladek krompir v obliko pomfrija in sem ga dala vodo za pol, da ga dam peč v airfryer. Pol sem se pa lotila mediteranske solate. To bi jaz vsak dan jedla, sem, ko je to priprav, toliko različnih stvari je treba narezati. Kot vidite, uporabila sem rumeno papriko, kjerokoli lahko uporabite. Jaz sem se odločila za rumeno, da bo imale različne barve, pol seveda kumaro, glih toliko sem jo olupila, da sem se onih pikic znebila, da ne bodejo. Narezala sem še paradajze, na take res mini kose, tako da res vse tak na kocke drobne narezano. Tukaj imam rdečo čebulo, jaz ful rada dajem rdečo čebulo v solate, oziroma ko jo jem pač svežo, zato ker je bolj malo manj močna, bolj taka sladkasta in tudi barvo doda. Tukaj vidite, da imam tu čičeriko not, pol sem še narezala peteršilj sveži, lahko tudi suhega date, ampak sveži je res oni ta pravi. Dodala sem še feta sir. Edino, kar nisem dodala v to celo skledo, je avokado, ker ta solata mi je držala 3 dni, ne? Seveda nisem se v enem dnevu pojedla. Avokado separat v bistvu obarva oziroma rjav rata, tako da sem dala avokado samo v to porcijo, ki sem jo pojedla in pa seveda tudi preliv za solato, ki je pa bil zelo enostaven. Sol, kis in pa olivno olje. Pa tu sem še dala limono, zato da avokado čim dlje ostane tak zelen. Torej, naredila sem piščančje role, v bistvu sem jih prvič delala. Tukaj sem na tanke zrezke narezala piščanca, malo ga porezala oziroma malo ga potolčete, da je res tanek, pa da se enakomerno pol tudi speče. Uporabila sem za filo brie sir, pa špinačo, ki sem jo prej malenkost pokuhala, pa začinila. Zdaj, če nimate radi teh okusov, bi lahko v tem primeru naredili mozzarella paradajz filo. To bi bilo tudi ful dobro po moje. Nisem imela najbolj idealnih kosov, tako da je samo ta tak lep bil, ostali so bili taki mini, da niso najlep zvili, tako da vam predlagam, da mogoče kupite zrezke piščančje narezane, ko pa da jih sami režete, če ste malo bolj levi, tako jaz. Jaz sem jih na hitro v ponvi popekla, zato da malo barve dobijo in pol, da se dokončno zapečejo, jih dam v pečico. Lahko pa vidite, da sem ene te role naredila svežo špinačo in je na koncu v bistvu bolj kot na isto prišla, ampak je lažje rolati pa filo narediti že kuhano špinačo. Pol je šlo to v pečico za 15 minut, ker so res tanki kosi, ni treba več. Pol sem začinila sladek krompir, kot ponavadi olivno olje, poper, sol, dala sem še malo kajenskega popra, za malo pikantnosti, rdečo papriko, česen in to zmešaš, daš v
Airfryer v bistvu za nam 15 do 20 minut, pa vmes malo premešaš. Jaz sem tukaj uporabila termometer, da sem bila ziher, da je piščanc pečen in je bil kar malo preveč, tako da zato sem rekla, ja, po moje 15 do 20 minut je čisto dosti, če imate termometer, je pa še najboljše, da vmes preverite. Ful je dobro izpadlo, edino sir je malo pobegno iz role, ker pač, kot sem rekla, niso bile idealno zvite in vseeno je bilo dobro, sem oni sir pobrala iz pekača in ga dala na vrh. Zdaj za pommes frites sem si naredila tako majonezo z pikantno omako, ful dobro, tako sveže, barvito, jaz imam ful rada, ko hrana dobro izgleda in je bolje še toliko bolj dobra za jesti. Evo, jaz sem skuhala, dobro je bilo, kaj Mimi? Zdaj pa sem kuhno spravila, lahko slišite stroj zadaj. Te pudle zdaj narazen dobijam in pol še cope za zložiti. To bom pa res se ulegla pa brala knjigo. Razmišljam, če bi še enkrat gledala Heated Rivalry. Ja, uspešen dan je bil, rabila sem miganje telesa in dobro hrano, da se malo držim tega, da ne jem preveč in dobro gre. Evo, tu še sušim dvojne hlače, ko so še čist malo mokre, da bojo čez noč se posušile. Tukaj še ene hlače sušim, tu imam pižamo, da se gremo umit. In malo sem si pripravila, da zjutraj kruh naredim, da imam vse pripravljeno. Drožji sem nahranila, me čaka za jutr, tu imam za čaj, stroje glih oprav. Jutr si bom hvaležna, da sem zdaj malo stisnala, pa pospravila, pa se zrihtala. Zdaj pa res se lahko sprostim. Dobro jutro, dan smo pa zgodni, Mika me je zbudila in sem bila naška, bom kar ostala, ker moram kruh zamesiti. Pol sem pa kar posteljnino dovzela, da še to operem. Ali pa spravila, pa sem se počasi spravljam, da grem na pohod. Danes imam zgodne delo, tako da moram, pač obenega imam in če hočem iti na pohod, pa se tako v miru spraviti, pa glavo si moram prati, moram čim prej, tako da kruh preložim, se oblečem, pa grem, tako da, ja, vreme izgleda cool, celo ni oblakov toliko, tako da mogoče bo celo sonce, bomo videli. Sem pa spala za 5 ur, ker imam čist mešan urnik. V 2 sem šla spat, zadnje cajte ne. Moram si to porihtati, ker sem imela tak fajn urnik, zdaj pa sem si en teden sem si ga čist mrdala. Tisti vikend vmes me je čist iz tira vrgel, tako da moramo si spet življenje postaviti v normalne tirnice. Sonce se je pokazalo. To pa fajn hodi danes. O, kako pasalo bo to. Evo, jaz sem pripravljena za stream, zaspana sem, mislila sem, da mi bo ratalo malo zaspati, ampak sem pol se pripravila, kar sem lahko in se umila, lase oprala, make-up naredila, še z Andrejo smo se pogovarjali, tako da pač malo več kave spila. Sedimo čez 5 ur. A ja, danes grem na bowling, ga sem vam pojedla, no, zgodco. Ja, sem vam pojedla, okej. Ide Ninko! Včeraj me je pišla. Ova! Goca je rekla, moram posnet, da ima 100, kar neki. Zakaj sem zadnja? Ide. Polish your balls. Whoa! What the hell? Z vami smo skupina. Lahko prav. Pa tu zapoštene. Jasno. Evo, zdaj pa gremo na Pixla. Najprej bomo igrali to Color Battle, ko ima vsaka svoj barv, pa ena proti drugi tekmujemo. Tako da naj zmaga najboljše.
Kaj, ne vem, koliko nisem, že nisem javila, ampak tako nisem imela volje, pa niti se mi ni zdelo, da imam kaj pametnega za povedati, za pokazati in ja, malo imam tako, bom rekla, ne vem, slump, ne vem, kaj se temu reče. Ono, ko si tak na nek način nekreativen, ti si kot da nimaš kaj pametnega za povedati, pa za pokazati, tako da sem danes malo brainstormala, pa razmišljala, kaj bi lahko naslednji teden, oziroma ta teden zdaj delali, ker imam dost pač delovnije, ampak nimam pa poleg dela nobenih drugih planov, ker prejšnji teden je bil divje, ampak ful dober, ful je bilo fajn. Tako da razmišljam, da bi mogoče ta vikend malo se fokusirali bolj na branje, ker zdaj, odkar sem gledala na serijo, skor nič nisem brala, nisem sploh niti hotela, mogla, ni me zanimalo nič drugega. In mogoče, da bi šli malo pogledati, če ima kaj za tak pomlad, kar se tiče stvari za doma, mogoče kako šalco, glede na to, da sem eno razbila. Ne, nisem je razbila. Poknala je samo od sebe nam zakatek, da mogoče eno šalčko, pa tek malo. A ja, pa eno deko rabim, ker zdaj imam sam pač to, Mika, pod to skozi leži, pol imam to belo, ki je zdaj spod, pa dobro, ja. Pol imam pa to rjav, ki imam na stolu. In rabim eno deko, ki ni božična, pa jesenska, da se z njo lahko pokrijem. Tudi jaz, tako da to imam v glavi, da bi mogoče kaj takega delali. Sonce sije celo, čistek malo in me tak v sreči, ker zdaj bo kar dež in jaz gledam po stanovanju in gledam sončni žarki, kaj je to, že dolgo jih nisem videla, tako da se sigurno veselim malo več tega, ampak ne moramo izvirati, ne, vreme, se bo dež. Glih se pripravljam na livestream, danes igramo igrice, ker mi čist paše. To bo to, vse je fajn, da nimam toliko planov, sem po drugi strani smo ne moram sam biti na avtopilotu pa delati eno in isto, moram si vmes malo popestriti stvari. Tako da, ja, to sem samo hodila povedati. Te dni se vam res tako po delih javljam, ampak ja, nekako mi ne grejo. V glavnem, dolgo vam že nisem pokazala mojega zmajčka in trenutno delam na luskah. Tako da lahko vidite, tu so že narejene, tu pa še ne. Tako da ja, dolgo že delam na njem, ampak realno ne delam full cajta, dejansko pač tako po par ur na teden, če. Tako da malo bom še nadaljevala. Kaj je Mimi? In pol grem v trgovino, ura je skor 7 in danes bi še rada montirala, ker jutri je vlog dan in ne bi rada cel dan porabila za to, teda bomo še kar pridni mogli danes tudi. Zdaj pa bomo malo še kiparili in pol se res pravim trgovino. Špricamo. Čakam, da se malo upije, pa zavijem, da se ne posuši čisto, ampak vseeno nočem zaviti, preden da je še mokro, da ne bolj splesni. Če sem se od te teden kaj naučila, je pa to, da moraš priložnostim reči ja. Tudi če so take male, tudi če si mal nervozen, ko pomisliš, da bi nekaj naredil in pol na koncu se vse izide
ful boljš, ko si predstavljal. Recimo, čist tak simpel primer, jaz pa Nina smo šle na hokejsko tekmo in pol pride do naj maskota in reče, a bi šle vidvi med pauzami na let, eno igro se igrati in smo bile ono, ne bomo mi dve, a ne. Nina rekla, jaz sploh ne znam s temi palcami po pakom, in jaz bila ono, malo sem hodila, po drugi strani sama nisem hodila, pa sem rekla, ška, jaz grem, pa bo kar bo. Pol je pa Nina rekla, dobro, pol pa jaz tudi grem. In obe smo bile tako malo nervozni in živčni. Pač mi dve bi mogli biti na drugi strani, vsaj mislili smo, da smo na drugi strani tribune, tam, kjer je fan pita, ne. Pol smo bile pa v bistvu na drugi, kar sem že malo omenila, tam, kjer so igralci. Tam je bilo ful bolj polno tudi. In te smo pa te maskoti rekli, da smo na drugi strani. In pol smo bile, zdaj mislili, da smo ga pustili na cedilu in tako naprej. In pol smo šli do varnostnikov, da smo prišli nekako na drugo stran, pravi cajt. V glavnem, torej, rekli smo ja, te zadevi in jaz sem se tek smejala celo noč, tiste ne vem koliko 3 ure, res z onimi čeladami, nama je bilo to tako smešno in ko smo kar na ledu bile in pol na koncu sploh nismo igrali to, kar smo mislili, da bomo s pakom na gol, mislim s palcami hokejskimi in s pakom na gol streljale, v bistvu je bila še ena dodatna igra, ker je bil sponsor Kircher. In nismo vedeli, da dobimo čelade, nismo vedeli, sploh kaj bomo delali in pač tako res je bilo malo, bom rekla, šle smo v neznano, ampak je bilo zabavno neznano. In pol na koncu dobimo nagrade, sploh nismo vedeli, da bojo nagrade, tako da res že to je bilo presenečenje, da so nagrade, presenečenje je bilo, da sploh ni bila ona igra, ko smo mislili, da je in je bilo še bolj smešno. In pol smo lahko tudi bile na VIP-ju, pač mi, da smo imeli navadne karte, ker je bil pa Ladies Night, je bil pa VIP in je bil šampanc, pa neke zagrebške se mi zdi. V bistvu smo 1/3 tam ostale v VIP-ju in smo pač pile šampanc, pol smo pa šle nazaj na svoje sedeže in smo res pač. Toliko smo se presmejala, Nini je slušalka padla na tu pir in to nama je bilo tako smešno, da smo pač res, mene so trebušne bolele in res. Se mi zdi pač, vse bi bilo fajn v vsakem primeru, ampak se mi zdi, da se je še toliko boljše odvilo, ker smo rekli nečemu, kot nama je bilo tako, ne. Pač fajn se moraš imeti življenje in prepoznati priložnosti, za katere bolj nazaj gledaš in ti je ful zabavno in si vesel, da si rekel seveda ne moreš iti proti sebi skozi, torej če ti je nekaj res ful grozno, pač jaz se mi zdi, da celo življenje sem mogla iti proti sebi, zato ker sem bila ful sramežljiva, zadržana, pa ne bi jaz to, pa ne bi to. Bolj ko se daš v te situacije, bolj samozavesten postaneš, bolj se imaš fajn, ne, tako da nisi tak ciničen pa jaz to ne bom, sem že prestara za te zadeve, ne. Nikoli nisi prestara, da se imaš fajn in ko ste videli, sem se ful nasmejala in tako naprej. Glavno, to sem hodila sem deliti z vami. Vem, da je ta teden kratek vlog, ne vem, kdaj sem zadnje imela te kratek vlog, ampak tako sem rekla, imela sem neko čudno obdobje, ker nisem mogla snemati, pol itak sem se ful družila in ko se jaz družim, pač sem snemala, ampak ne ful in delo, druženje in preostalo skoraj ni bilo cajta za snemanje, tako da se upravičujem. Ta teden imam plan, ta teden imam zagon, ta teden se počutim sveže, pač včasih morajo priti taka obdobja in upam, da ste vseeno uživali v tem vlogu in se vidimo v res daljšem vlogu naslednjič, obljubim. Hvala vam in če vam je ta video bil všeč, prosim, lajki tega, ker mi ful pomaga. In to je to, upam, da se imate fajn. Hvala!